Ne dobimo prav pogosto priložnosti, da prispevek pričnemo z letalom. In zato jo bom seveda tokrat absolutno izkoristil. To je C-460 Rafale, čudovit primerek francoskega lahkega letala, ki ga je leta 1934 izdelalo aviacijsko podjetje Caudron Renault. To letalo je bilo ustvarjeno za aeronautična tekmovanja in postavljanje hitrostnih rekordov. Že istega leta, kot je bilo predstavljeno, je namreč doseglo za tiste čase vrtoglavih 445 km/h. Originalnih 6 primerkov sicer ni ohranjenih, vseeno pa gre v primeru tega razstavljenega letala za lepo in tudi letečo repliko. In ime Rafale si je od tega letala sposodil tudi novi Renaultjev CUV, ki bo očitno v ponudbi tega proizvajalca zelo poseben in izstopajoč. No in na to nakazuje že posebna pisava, s katero je to slovito ime odtisnjeno na njegov zadek. No in še preden ga podrobno spoznamo, pa vas samo na hitro povabim, da se naročite na naš YouTube kanal in tako ostanete na tekočem z vsemi predstavitvami novih avtomobilov in tudi ostalimi vsebinami. Z modeloma Austral in Espace si Rafale deli približno 3/4 sestavnih delov. No in če se vam to morda zdi veliko, naj priznam, da sem pred to predstavitvijo mislil, da se jih pravzaprav deli več. Ampak Rafale prinaša nekaj zelo zanimivih novosti. Za začetek je tu njegov videz, na katerega bo pričakovano stajal zares ogromno. Poglejte na primer to masko, ki je v celoti zaprta, saj dovajanje zraka poteka izključno prek te spodnje odprtine. Ampak kaj je še posebej zanimivo z vizualnega vidika? Ta maska je sestavljena iz manjših, zelo zanimivo oblikovanih delov, nekako v obliki Renaultjevega logotipa, no in ti delčki ob pogledu nanje ustvarjajo zelo poseben optični učinek. Na splošno gre za prvi model, ki je v celoti oblikovan po novih smernicah znamke. Te je uvedel nov šef oblikovanja Gilles Vidal, ki je k Renaultu nedavno prestopil od Peugeota. In tako, zdaj veste, zakaj, če vas morda kakšen detajl spomne na vozila te druge francoske znamke. Vidal je imel svojo ekipo tokrat precej zahtevno nalogo, saj gre v primeru modela Rafale za novega zastavonošo Renaultjeve ponudbe, oziroma model, ki bo umeščen popolnoma na njen vrh. Gre torej za avto, ki bo poleg racionalnega vidika moral zadovoljiti tudi tiste, ki si od avtomobila želijo presežkov. No in vsaj z oblikovalskega vidika ta avto zlahka označimo kot presežek. No kaj pa presežki na tehničnem področju? Kaj nam lahko ponudi Renault? Model Rafale bo poganjal Renaultjev hibridni pogon nove generacije, ki nas je prepričal že ob testu modelov Austral in Espace. Ampak ta klasični hibridni pogon z 1,2-litrskim trivaljnikom, 2 elektromotorjema in 147 kW moči bo le vstopna opcija. Medtem, ko Austral in Espace 4-kolesnega pogona ne ponujata, pa bo Rafale lahko gnan tudi s pomočjo dodatnega elektromotorja, ki bo nameščen tudi na zadnjo os. Gre za hibridni 4-kolesni pogon v novem priključnem hibridu z oznako 300, ki seveda govori o konjskih močeh, prevedeno pa ima ta pogon razmeroma zajetno moč 221 kW. Here we can see we have the battery of 22 kilowatts for the plug-in hybrid variant. We can see here we have electric powertrain of 136 horsepower, and we designed the platform since the beginning on the rear axle to integrate this motor. Here we have really a concentration of technology. We have 4-wheel steering system and we have also integrated this electric motor. In spet smo pri tistih 1000 kilometrih. Obe različici Rafala naj bi jih bili zmožni prevoziti brez obiska bencinske črpalke oziroma polnjenja baterije. In to, po besedah Renaulta, ni le podatek za marketing, pač pa nekaj, kar bi moralo v avtomobilih takšne velikosti vselej veljati za standard.
Here we have developed this variant to have the best efficiency on all utilization. It means we are managing electric mode, ICE mode. We are very proud to say this motor is very efficient. We are close to 1 liter less than competitors for 100 kilometers. And it's very important to say it's true. We can see it. Customers have big pleasure to see on the meter more than 1,000 kilometers on range, and also for the 300 horsepower we can see it. Ob vožnji na zelo razgibanih regionalnih cestah v Andaluziji pa smo lahko ugotovili, da je bil Rafale deležen tudi nekaj izboljšav na področju voznih lastnosti. Pa tu ne govorimo le o udobju, pač pa tudi o področju dinamike. Behind the steering wheel, driving, we can see this car, it's very joyful to drive. And for us, it's what we want to do and what we achieve. And we have the pleasure for all the family, but we have pleasure for driver also. We improve the drivability with all chassis components. We have specific anti-roll bar. We adjust also the shock absorber to improve the handling, and we improve the four-wheel steering system to have a car very, very agile for this dimension. For the 300 horsepower, we have conventional and also adaptive suspension. Also for drivability, we increased the wide track for 4 mm in each side. The tuning is dedicated to this car. Voznikovo mesto prinaša podobne rešitve kot pri modelu Austral, torej velik napredek pri kakovosti materialov in pri ročnosti po zaslugi odlagalnih mest in seveda zelo dobrodošla lastnost osrednjega sistema je standardna integracija Googlovih storitev na čelu z zemljevidi. Ampak seveda je notranjost po francosko ponovno precej podrejena estetiki. Na armaturi so tako številni zelo lični detajli, enako velja tudi za vratne panele, imamo pa na primer tudi osvetljen logotip Alpine na sedežu, ki celo utripa v ritmu bitja srca. No, boste pa pravo usnje v tem avtomobilu iskali zaman. In še ena povezava z letalstvom. Poglejte ta zanimiv pokrov sredinske konzole, za oblikovanje katerega so njegovi snovalci navdih črpali iz aeronautike in urarstva. Poslušajte recimo ta zvok. No, v praksi pa je ta predal s tem naslonom za roke predvsem praktičen, da tukaj zelo enostavno tipkamo po teh tipkah pod osrednjim zaslonom. Glavni tehnološki priboljšek v notranjosti pa je steklena panoramska streha z nastavljivo prosojnostjo. Ta streha je brez običajnega senčila, tega pa nadomešča posebna tehnologija, ki temelji na električno spodbujenih premikih molekul. To streho lahko zatemnimo tudi z glasovnim ukazom Google. Zanimivo in koristno pa je, da si lahko potniki zadaj streho zatemnijo z različnim nivojem od potnikov spredaj. Ok, Google. Close the solar bay. Okay, darkening the solar bay. Steklena streha zagotavlja tudi za 3 cm več prostora za glavo, kar glede na kupejevsko obliko seveda ni zanemarljivo, zlasti za potnike na zadnji klopi. No, kako se sedi zadaj? Zadaj se sedi približno enako kot v Espasu in to je za vozilo s to obliko v resnici zelo dober podatek. Po zaslugi dolge medosne razdalje je inženirjem uspelo, da je prostora za glavo tukaj le za kakšen centimeter manj kot pri Espasu in tako bodo lahko tudi vožnje na dolge proge prijetne in udobne. Kako je torej Renaultovim inženirjem uspelo doseči to zajetno prostornost in udobje? We use the platform of E-Space. It means we have the same dimension and for this reason we have a very interesting space inside the car. Rafale je torej ponovno Renaultov model presežkov in na ta način nas je nekoliko spomnil na zmogljive družinske avtomobile, kot sta bila na primer Renault 21 in Safran, obenem pa tudi na modele Velsatis in celo Avantime, ki sta bila sicer nekoliko pred svojim časom, a oba sta poskušala ponuditi presežke na področju počutja v potniški kabini in uporabnosti vozila.
Presežke pa skušata nuditi tudi modela Austral in Espace, ki sta Rafalu torej precej sorodna. Predlagamo torej, da ju spoznate z vašim naslednjim klikom.